Dober dan, pozdravljeni. Jaz sem zdaj že kar stalnica telih vaših srečanj in predstavljam našo založbo in program leta zdaj že nekajkrat. Tako da jaz bi tiste uvodne besede skrajšala na minimum, torej 23 let že deluje založba Miš. Izdamo zdaj že blizu 50 naslovov letno, večinoma za otroke in mladino, in lansko leto je bilo nekaj več kot 60 knjig domačih avtorjev. Torej, večinoma leposlovje in res skrbimo, da izdajamo kvalitetne knjige, ki pa so tudi, bom rekla, izvedbeno dobro narejene. No? To se res trudimo, in če je kdaj kakšna težava, karkoli, lepo povabljeni, da se nam seveda javite in poveste. Tudi lansko leto je bilo za nas zelo uspešno, smo zelo ponosni, da smo dobili priznanje Zlata hruška, torej Pasje poletje, in to pa mislim, da se nam je zgodilo prvič, mogoče drugič, da smo dobili veliko nagrado Slovenskega knjižnega sejma. Seveda za našo veliko uspešnico lanskega leta, Nik Škrlec, Pozabi vse, kar veš o spominu, to je bila res, bom rekla, ultimativna uspešnica za nas skozi 23 let našega delovanja. In 18 knjig je dobilo Zlato hruško. Pa če gremo kar dejansko na knjige, predstavila bi prvo knjigo, ki pa jo najbrž že imate v svojih knjižnicah, ali pa boste jo v kratkem dobili. Torej, knjiga je že šla, ta je res nekaj posebnega. Bom rekla, izvor oziroma v osnovi izhaja iz hrastoveljske freske. Torej, freske mrtvaškega plesa, to je motiv, ki spremlja posameznike od različnih stanov, torej od kardinala, škofa, meščana, hlapca in tako naprej, do smrti. Ampak tukaj pa Damjan Stepančič v bistvu ta motiv čisto po svoje interpretiral s pomočjo tudi alkimističnih simbolov, tako da to je ena taka posebna knjiga, lahko rečem slikanica za odrasle, ki bi jo težko uvrstila v kamorkoli drugam, ampak je res taka, bom rekla, poslastica za oči. Obenem pa tudi jo spremljata dve spremni besedi, eno je napisal sam ilustrator Damjan Stepančič, drugo pa umetnostni zgodovinar dr. Tomislav Vignjević, ki razloži motiv. Obenem pa prav v eni posebni obliki, na koncu knjige se dejansko knjiga še dodatno razpre in notri z bolj sodobnimi verzi. Peter Svetina je napisal pesem, bom rekla, moderno različico mrtvaškega plesa. Pa še eno knjigo bom prav izpostavila, to sicer pričakujemo v maju. Lansko leto tukaj na tem mestu sem vam prikazala, da pričakujemo en čist literarni in tudi ilustrativni prvenec mlade avtorice Nuše Jurjević. To je bilo Zmaji in druga zmajelika bitja. Letos pa izide, ne bom rekla nadaljevanje, ampak bom rekla majčkeno spremenjena slikanica, priročnik, nekaj takega, Zmajski herbarij. To gre v bistvu, bo to en taka zmes botaničnega priročnika in fantazijske knjige, ki bo predstavljala preko 50 evropskih rastlin iz različnih okolij, glavne informacije o njihovih lastnostih, rastiščih. Torej, to bo nek tak res lep priročnik, ki ga lahko vzamete s sabo na travnik, v gozd. Obenem pa Nuša ne more iz svoje kože, obenem pa je v te rastline, upam, da se, ne vem, če se vidi, skrila tudi zmajčke. Tako da skozi te, bom rekla, ta domišljijska bitja lahko pa spremljamo tudi eno domišljijsko zgodbo v celotni knjigi. Torej, ni samo botanični priročnik, kot sem rekla, tudi fantazijska knjiga. No, je pa to res ni izmišljen priročnik, torej Nuša je ves čas nastanka knjige sodelovala z vodilno slovensko raziskovalko s področja botanike, izjemno komunikatorko znanosti, dr. Marino Dermastjo, tako da to je res, se pravi, priročnik.
Potem pa jaz sem nekako zastavila, da gremo od odraslih proti mlajšim. Našo zbirko Pika sedaj že poznate. To je v bistvu neka zbirka za zahtevnejše bralce, ampak z dostopno vsebino. In letos smo zelo ponosni, da bomo izdali drugače v Evropi zelo znano avtorico Vigdis Hjorth, ki v slovenščino do sedaj še ni bila prevedena, je pa to izjemno prevajana avtorica, norveška. In to je roman zaenkrat z delovnim naslovom Oporoka, ki je bil večkrat nagrajen, izjemno odmeven, tudi delno avtobiografski. To je, bom rekla, kar značilnost skoraj da vseh njenih knjig, da so delno avtobiografske, torej izhaja iz lastnih izkušenj. Torej, spremljamo to žensko srednjih let, ki se po smrti staršev v bistvu zaplete v eno tako dediščinsko bitko, ki v bistvu na prvi pogled izgleda zelo banalno, ne, da se zdaj sorojenci v bistvu kregajo za eno kočo tam na enem otoku. V bistvu se pa potem skozi knjigo izkaže, da gre za res težke travme iz otroštva. Gre za njeno, bom rekla, doživljanje svojega otroštva, ki je bilo v bistvu pometeno pod preprogo, in koliko smo ljudje pripravljeni v bistvu iti za to, da vse izgleda popolno, ne. Torej, to je eden najpomembnejših skandinavskih romanov zadnjih let. Pričakujemo ga v oktobru. Letos začenjamo tudi z novo zbirko. Tudi naša založba se podaja v malo bolj žanrske vode. Do sedaj smo imeli kakšne žanrske knjige, ampak jih nismo prav tako izpostavljali. Letos prav začenjamo z novo zbirko Sledi, kjer bomo predvsem imeli seveda kriminalke, psihološke trilerje in zbirko odpiramo z zelo uveljavljenim pisateljem, baskovskim pisateljem Mikelom Santiagom. Morda tole knjigo, oziroma bom rekla zgodbo, že poznate, Noč v Tremore Beachu, saj je bila po njej posneta tudi Netflixova nadaljevanka. Gre za tak napet psihološki triler. Zgodba govori o skladatelju, ki se umakne na irsko obalo, da bi prebolel ta težko ločitev. Tam nekako začne živeti na novo, se ponovno postavlja na noge, spoprijatelji se z lokalnim nekim takim malo posebnežem, potem se zaplete v eno razmerje. Ampak na koncu se izkaže, da ves ta mir, ki se ga je končno vzpostavil, zmotijo skrivnostne vizije in tudi temna preteklost kraja. Tako da avtor sprepleta glasbo, pa tesnoba, pa tudi nek bilda, neko tako grožnjo, no? Tako da urednik je rekel, da že dolgo ni bral tako dobrega v bistvu žanrskega romana, ki mu ni mogel sam ugotoviti konca, no, ga je konec presenetil. To pričakujemo v marcu. Kar se pa tudi že zelo veselimo, v isti zbirki se pa tudi slovenski pisatelj Vinko Möderndorfer se podaja v take bolj kriminalne vode oziroma žanrske vode. Ne čisto, no, je nek psihološki triler v bistvu. Vinko pa je v bistvu napisal zgodbo o kriminalistični preiskavi trupla, ki so ga ob prenovi kanalizacijske infrastrukture našli v mestnem središču. Kmalu se izkaže, da v bistvu ne bo to zgodba o iskanju morilca, torej ne bo tista klasična whodunit, ne, ampak truplo je staro že več kot 70 let. Tako da v bistvu se ta kriminalist osredotoči, da bi sploh odkril identiteto tega trupla. Obenem pa bomo skozi knjigo počasi spoznavali tudi njegovo, torej zgodovino kriminalista, tudi neke čisto take nacionalne zgodovinske vezi in tako naprej. Tako da Möderndorfer formo kriminalistične raziskave uporabi za raziskovanje psiholoških odnosov med ljudmi. Torej, taka malo bolj resna kriminalka. Knjigo pričakujemo v septembru. Tole
kolikor slišim, je zelo zaželjeno nadaljevanje, ki ga vsaj, tako kot so prišlo do nas, nekateri težko čakajo. Igor Karlovšek bomo letos izdali nadaljevanje njegove Anatomije želje, torej zbirko smo jo poimenovali Zdravnica. Delovni naslov za enkrat nadaljevanja je Kletka. Dolgo časa sem mislila, da je to zadnji naslov, včeraj mi ravno urednica povedala, da se z Igorjem še malo debatirata, da enemu je bolj všeč, enemu nekaj drugega, tako da tukaj še ne vem, če bo ravno Kletka. Gre torej za nadaljevanje zgodbe o Rozaliji. Zgodba se nadaljuje praktično točno tam, kjer se je prvi del zaključil. Torej, Rozalija je na koncu prvega dela s tvegano operacijo skušala rešiti življenje dečka, pa ji ni uspelo in zaradi tega je potem obsojena na 20 let zapora. In ta zgodba se potem odvija v zaporu. Rozalija je na Ljubljanskem gradu, kjer je bil takrat zapor, in potem, kaj se ji tam dogaja, ves čas v bistvu čez zgodbo preveva ta njen moč, ta njena želja postati zdravnica, se učiti in tako naprej. Mali tudi te družinske vezi, ki smo jih spoznali, da segajo zelo visoko, smo spoznali že v prvem delu, to ji tudi v bistvu potem malo pomaga, ampak včasih je težko v bistvu uiti iz svoje kletke tudi naših misli, ker ona je res ujeta v tem, da si to želi, pa bi mogoče tukaj se izkaže mogla malo širšo sliko včasih pogledati. Nadaljevanje pričakujemo v maju. Še eno zelo posebno knjigo imamo letos v programu. Torej, novinar, publicist Gašper Stražišar se je lotil enega takega zanimivega podviga. Tukaj imamo sicer napisano monumentalna kuharska knjiga z 30 izbranimi recepti, ampak Gašper se sam tega kuhanja ni lotil. Dejansko je zbral 30 receptov zelo znanih ljudi, ali pa bom rekla znanih in mogoče malo manj znanih, od Saše Pavček, Majda Sepe, Darja Švajger, Vinko Medrendorfer, Polona Juh, Vesna Milek in tako naprej. Njega je sicer zanimal recept, ampak predvsem pa zgodba zadaj. Ko sva se pogovarjala, je rekel, kako, zdaj ne vem več zgodbe točno natančno, ampak v bistvu tista prvi recept, ki ga je spodbudil, da bi to začel zbirati, je bil recept Majde Sepe in kako je ona recimo, ne vem, zdaj res ne vem točno, kaj se je dogajalo, ampak vedno je tako, da je pri Majdi Sepe bilo tako, da je bila nekje na obisku in nekaj na hitro bi mogla skuhati in potem je s pomočjo gostiteljice sta skupaj nekaj ustvarila in to je nek recept, ki se je potem prenašal naprej. In vseh 30 receptov ima v bistvu za sabo to zgodbo, tako da tukaj ne gre samo za recept, ampak predvsem za zgodbo teh posameznikov in kako se je ta recept razvijal. To bo Gašper pripravil s fotografijami, Primož Lavre bo fotograf, obiskala sta od vsakega od teh snovateljev, lastnikov receptov, tako da bo to res taka razkošna izdaja z veliko fotografijami. V septembru. Ena od, tudi, že prej sem omenila sicer Nika Škrlec, ampak druga, bom rekla, najbolj uspešna knjiga za našo založbo pa je bila tale prevodna Bela Atomske navade. In v lanskem letu, proti koncu leta, smo dobili obvestilo, da je avtor, oziroma takrat je še pripravljal tudi nek delovni priročnik k knjigi. Tako da mi bomo letos, najbrž v marcu ali aprilu, tudi izdali ta delovni zvezek, bom rekla po domače, ki je v bistvu dopolnjuje knjigo Atomske navade. Atomske navade so res svetovna uspešnica, če mu slučajno kdo spremlja malo te trende pa lestvice najbolj prodajanih knjig po svetu, je med priročniki Atomske navade, čeprav je zdaj stara že koliko, blizu 10 let, v bistvu je še vedno zelo, zelo visoko. Nekje v nekaterih državah celo na prvem mestu še vedno. Tako da jaz mislim, da bo tale delovni zvezek kar neko tako super dopolnilo k knjigi. Torej, če je knjiga bolj predstavi neke temeljne principe o oblikovanju in spreminjanju navad, pa potem delovni zvezek
predstavlja oziroma ponuja praktična orodja, vaje, strukture, torej da si boste lahko tudi noter, oziroma bralci se bodo lahko zapisovali svoje opažanja pri uveljavljanju svojih novih navad. Kot sem rekla, v marcu ali aprilu. Še ena knjiga za odrasle, ki bi jo rada izpostavila, je pa ravnokar izšla. Torej, neodvisni preiskovalni novinar, vojni poročevalec, književnik, tudi režiser dokumentarnih filmov Erik Valenčič se je želel pokloniti Ukrajini. To so prav njegove besede. Torej, od leta 2022 do lanskega leta je bil v Ukrajini 5-krat, vsakič v bistvu sprva je tja šel kot novinar, da bo poročal, pa kakor nam je povedal, se je potem odločil, da samo pri vseh teh grozotah, ki se dogajajo, samo neko poročanje neodvisno, neko držanje distance za njega ni več dovolj. Zato se je začel ukvarjati s humanitarnim delom tam, tudi ne samo tam, v bistvu nasplošno navezava Slovenija, Evropa, celo z Ukrajino. Tako da je v tej knjigi popisal ta njegova potovanja in tudi humanitarne, človekoljubna prizadevanja, mednarodno humanitarno mrežo in tako naprej. Torej, on si je želel, da je ta knjiga kot navdih in tudi neko opozorilo, do česa lahko vse pride. Je pa tudi v spremni besedi napiše, da tudi naslov, če vas mogoče spominja na Orwellov Poklon Kataloniji, ni naključen. Torej, ko je on bral že pred leti Poklon Kataloniji in zdaj, ko je napisal to knjigo, se mu je zdelo, da je veliko vzporednic, podobnosti, zato je v bistvu on tudi poimenoval to knjigo Poklon Ukrajini. Pa če gremo še malo za mlajše. Torej, za mladostnike so namenjene naše zbirke Zorenja plus, te dve sta najbolj, tako bom rekla, problemsko usmerjeni, potem pa malo bolj lahkotni so potem še Srečanja in Čiv. Postavila bom tukaj samo par naslovov. Dve od tega, torej Tujka in Jan Pančur sta že šli, Elvisa Škorca pričakujemo v mesecu ali dveh. Torej, Igor Karlovšek, bom rekla, zdaj že skoraj najbolj plodovit slovenski pisatelj, ker njemu idej res nikoli ne zmanjka, se je v Tujki lotil pa ene mogoče teme, ki se je do sedaj on še ni. Torej, bil je že v zgodovini, neki sodobni problemi, pa to tukaj gre pa celo malo v prihodnost. Tukaj se malo poigra s časom in z domišljijo. V Tujki, mogoče da nam preveč spojlala, srečamo punco, ki pride v mesto in v bistvu se vidi, da je tujka. Je izgubljena, ne ve, ki je, oziroma se ne znajde dobro in se sreča z enim fantom, ki je pa tudi se ne počuti ravno sprejet v družbi, tako da se povežeta, nastane tudi, oziroma razvije se tudi neka ljubezenska zgodba. Tako da tukaj pa poleg nekih problemskih tem, torej premislek o tujstvu, pa potem tudi vprašanje pa razmišljanje te mladine, se je Karlovšek lotil še, kot sem rekla, še malo poigral se s časom, odpeljal še dlje nas, ker ta tujka v bistvu prihaja iz prihodnosti. Letos imamo kar dva knjižna prvenca, pa bom kar zdajle jih mogoče skupaj predstavila. Torej, Milan Mandelc in Maja Žorga Dolmen, oba sta v bistvu, bosta prvič izdala knjige za mladino. Milana Mandelca morda po imenu poznate, ker je bil lansko leto razglašen za učitelja leta, poučuje v Kamniku. On je napisal eno tako zanimivo, zelo inovativno zgodbo, vsebinsko inovativno pripoved. Gre za, spremljamo 12-letnega Erika. Erik in njegova družina so bili kot prva družina sploh izbrani na mednarodnem natečaju, da jih bodo poslali na Luno. In to se potem res zgodi, beremo, kako potujejo na Luno. Erik je dolžan v bistvu nek video dnevnik zapisovati oziroma snemati in ga spremljamo, kako se spoznava s tehnologijo, z Luno, z lunčki, torej nekimi prebivalci Lune.
vendarle pa zadaj pa ves čas dobimo nek občutek, da to ni to, ne? To ni vse, kar se na koncu res izkaže, ne? Pa, kot sem rekla že prej, tudi tukaj ne bom spoilala, da ne bom preveč povedala, ampak dejansko potem med vrsticami preberemo, da gre to za eno zgodbo o pogumu, tudi o hudi otroški bolezni, in se potem tudi o tej družinski povezanosti in kako premagovati neke ovire. Kot sem rekla, zelo inovativna zgodba, tako da jaz upam, da bo dobro sprejeta. Maja Žorga Dolmin pa je drugače učiteljica slovenščine kot tujega jezika, tudi prevajalka, bila je tudi nominirana za mlado prevajalko leta. Čarovniki, to je zaenkrat še delovni naslov, pa je njen knjižni prvenec, kot sem že povedala. Tukaj gre pa malo bolj za tako fantazijsko, domišljijsko zgodbo. Začne se kot neka detektivka, ko srečamo očeta Jakoba in malega Tina, ki jih lovijo eni nepridipravi, in potem oziroma zato, da bi jim pobegnila, se spremenita v veverička. Potem pa kaj se jima dogaja, se srečata s čarovniki, potem po spletu okoliščin pa zaradi Tinove iznajdljivosti se spremenita ona dva v čarovnika in tako naprej. Tako da to je pa taka fantazijska, lahkotna, bom rekla, zgodba. Veliko takih strašnih, zabavnih zapletov, predvsem za, bom rekla, konec druge triade in začetek prve triade. Elvisa Škorca, zdaj tamle sem dala tudi nekaj promo materiala, sicer od filma. Torej, Elvisa Škorca smo zdaj spoznali v prvi knjigi. Lansko leto je bilo po scenariju Janje Vidmar posnet potem, oziroma predvajan tudi film. In Janja Vidmar se vrača, torej ni zmanjkalo še idej, kaj se Elvisu Škorcu še vse lahko pripeti. Tako da letos izide Elvis Škorc Genij na potezi, kjer spremljamo eno leto Elvisovega življenja v 9. razredu, še vedno se ukvarja s kemijo, še vedno se mora ukvarjati tudi z družinskimi zadevami, zdaj se preseli k maminemu novemu partnerju in tako naprej. Vmes ima pa seveda še ljubezenske težave, ki so lahko resnične male, pa tudi namišljene, ne, tako kot pri najstnikih velikokrat so. Torej, zabavno, lahkotno branje v stilu Janje Vidmar. Tole pa tudi Jan Pančur, pa ga tudi najbrž že poznate. To je serija, prvi 2 knjigi sta že izšli, sta bili, v bistvu tudi, sta obe dobili tudi Zlato hruško. Jan Pančur je on si želi, da bi bil navaden najstnik, pa žal ni, ker se pogovarja z nezemljani oziroma je en tak super junak. V 3. delu njegovega očeta po krivem obdolžijo, da je oropal banko, tako da žal ne gre drugače, kot da spet zaprosijo za pomoč učiteljico, ki je v resnici vesoljka, pa šolskega hišnika, ki tudi prihaja iz vesolja in z njuno pomočjo potem razreši to in opere čast svojemu očetu. Zelo tako hitro branje, lahko povem, ne, da avtor je seveda, ne bi sklepali po imenu, ampak to je slovenski pisatelj. Bi izpostavila še par naslovov iz tujine. Letos smo zagnali EU projekt Tukaj sem. To je v bistvu naša Nika izbrala en tak živahen nabor romanov, sicer z družbeno relevantnimi temami, mogoče malo težje tematike, ampak vedno pripovedovane na tak lahkotnejši način, da je skozi humor, če se le da, ne, v pozitivnem tonu. Tukaj sem izbrala 4 romane, ki so vsi zelo, bom rekla, različno, izhajajo iz različnih držav Evrope. Prva je nizozemska, avtorico Jook van Leeuwen, če sem to prav prebrala, pa že poznamo. Pri naši založbi sta že šle 2 knjigi, Čiv in katera še? Kako je oče postal grm. Kako je oče postal grm, po katerem je bila tudi knjiga posneta. Tukaj gre za tako zanimivo deklico, ki po spletu okoliščin, ko mesto poplavi, ona ostane ujeta na eni stolpnici, ker je zaspala in jo niso evakuirali. In potem spremljamo njeno iznajdljivost, kako bi opozorila nase, in tudi neko tako
kot sem rekla, nek tak pozitiven pogled na življenje nam predaja. Zakiya Aimi gre za danski roman. Ta je že šel v Zorenih plus. Gre za, spremljamo to deklico oziroma punco že Ano, ki je z mamo zapustila varno hišo, se vrnila v bistvu v neko čisto novo okolje, v novo šolo in zdaj kako postaviti v bistvu svoje življenje na novo, brez nasilja, kako spoznava nove sovrstnike, ampak obenem pa ta teža preteklosti jo še vedno spremlja, ne? Tako da to ni lahko, da bi kar zamenjala okolje in bi vse izginilo. Ivana Šojat je hrvaška pisateljica. Ta knjiga se ukvarja s problemom oziroma s tematiko odvisnosti od drog. Torej pripoveduje pretresljivo zgodbo 3 prijateljev, ki ob koncu osnovne šole uživajo nevarno sintetično drogo, imenovane osvežilci. Glavni junak je Marjan in v bistvu prek njega sprejemamo to čisto tipično najstniško potrebo po sprejemanju, po pripadnosti, po iskanju svojega položaja v družbi in kako se to potem lahko razreši. Pa še zadnjo, ki bi jo izpostavila, pa je Norveška. Poletje, ko se je vse zgodilo, se pa malo ukvarja tudi s priseljenstvom. Glavna junakinja Nora je v bistvu prisiljena preživeti poletje pri babici, kar se ji zdi grozno, ker prihaja iz mesta, babica pa živi v neki koči na obrobju gozda. Potem pa v bistvu tam ugotovi, da je babica blazno zanimiva ženska, ki je bila vojna poročevalka, spozna nekega fanta, Abasa, in njegovo zgodbo in potem nekako počasi začne slutiti, da je ta zgodba babice kot vojne poročevalke in Abasa nekako prepletena na nek skrivnosten način in potem to odkriva. In skozi zgodbo se sprašuje, zakaj se ljudje do Abasa vedejo drugače, zakaj zanj veljajo drugačna pravila kot zanj. Tako da skozi to tematiko odpira zelo aktualne teme. Letos zaključujemo serijo Lockwood & Company, torej zbirka 5 knjig. Kakor dobivamo odzive s terena, so zelo dobro sprejete, mladi jih radi berejo, gre za malo bolj strašljive zgodbe. Jaz vem, da ko sem brala, da sem kar rada, če je bila pozna ura, sem rajši zaprla, sem rekla, to bom pa jutri, ker zdaj bojo pa začeli zganjati duhove, da ne bom kaj sanjala. Torej, zaključujemo letos najbrž v aprilu ali maju izide zadnji del, nas pa ob tej priložnosti v bistvu obišče tudi sam avtor, torej Jonathan Stroud, ker smo zelo veseli. V Ljubljani se še dogovarjamo, kje vse bo gostoval, ampak zagotovo pa ga boste srečali letos na konvenciji na Meji nevidnega 23. maja. Tam bo en dogodek z njim. Nadaljujemo tudi tole trilogijo Christine Olson. Christina Olson, moram reči, da je neverjetno priljubljena, oziroma bom rekla, njeno pisanje imajo mladi zelo radi, tako da izdajamo knjigo za tole mogoče 12+, potem imamo pa celo, se bom potem pokazala, se poznate sigurno tudi njeno agencijo za duhove, ki je za mlajše. Torej, očitno mladi imajo zelo radi ta, bom rekla, bolj lahkoten svet, malo strašljiv tudi, no. Tukaj v tej trilogiji je podobno zasnovana kot, če se spomnite, trilogija Srebrni deček, Kamnita družina pa Stekleni še nekaj. Torej imamo 3 prijatelje in v vsaki knjigi je eden od teh prijateljev in njegova zgodba izpostavljena, enako je tukaj. Torej, Ognjeno kolo smo izdali lansko leto, letos pa pride naslednja, in sicer Grob skrivnosti. In sicer deklica Alva se sprašuje, kaj se je v resnici zgodilo, ko je umrl oče. Oče je umrl sicer že par let prej, in njena mama se trudi nadaljevati življenje, je odprla neko čolnarno in bo tam oziroma kupila neko čolnarno in bo tam odprla kavarno. Alvi se pa začnejo dogajati čudne stvari, nek črni maček jo začne spremljati, ob večerih ima občutek, da oče
hodi pred njenimi vrati, pred vrati njene sobe. Tako da se odloči, da bo prišla skrivnostim do dna. Knjigo pričakujemo septembra. Potem pa, če gremo še za mlajše. Najbrž poznate, ali pa nekateri vsaj poznate tole stripe Detektivske agencije Šape, izhajali so, ali mislim, da še sicer, v reviji Galeb. Mi jih bomo izdali zdaj v knjižni obliki. Tukaj gre za v bistvu detektivsko agencijo, kjer so glavni junaki živali. Rešujejo skrivnostne primere iz vsakdanjega sveta, otrok, izginule predmete, nenavadne dogodke, sumljive like. In je to zelo tako zabavno, veliko takega humorja je v teh njihovih dialogih, tako da otroci so stripe zelo dobro sprejeli. Nadaljujemo tudi s serijo Supervid, 5. knjiga. Ta serija se nam zdi res, vsaj kolikor jaz sem v stiku s šolami ali pa hodimo po šolah tudi z avtorji, je res odlična serija za odpiranje tem o sprejemanju, o drugačnosti, tudi o prijateljstvu. Tako da se mi zdi odlično, da pa še v bistvu je zelo taka privlačna s temi ilustracijami, lahko branje v smislu, da je malo besedila, tako da so jo otroci to serijo kar oziroma lepo sprejeli. Kar pa tudi se zelo veselimo, naslednje, ker so že kar nekaj časa spraševali potem, torej Mateja Gomboc je napisala nadaljevanje knjige Vse živali družine Cmok, naslednja bo Živalsko kraljestvo družine Cmok. Torej Mateji teh prigod seveda ne manjka, zajema malo iz domišljije, veliko pa iz svojih lastnih izkušenj, ker je tudi mama 3 deklic, oziroma zdaj so to že ženske, no, ampak iz njihovega otroštva. In spet se bomo srečali s kupom živali in takimi zanimivimi in smešnimi dogodki, ki se lahko zgodijo v družini 5 članov, pa še veliko živali. Začenjamo pa s prevodi nove zbirke. Pravzaprav tako nova, da zaenkrat tudi v tujini mislim, da obstaja samo prvi del ali pa mogoče že drugi. Poimenovali smo jo Divje doživetja. Gre za nam že znanega avtorja, torej Andy Griffiths. To je avtor zbirke Hišica na drevesu. Tukaj se je sicer je stopil v sodelovanje z novim ilustratorjem. Je pa, bomo rekli, tak značilen Griffithsov humor, torej absurden, igriv slog, taka improvizirana komedija. Kot tukaj piše, torej lika Ti in jaz jih je samo poimenoval, obtičitev v deželi izgubljenih reči, kjer srečujeta nenavadne like, fantastične izume in zlikovce, ki jima prepričujejo vrnitev domov. Torej, ponovno, kot sem rekla, taka komedija zmešnjav se nam obeta. Prevodu Ambroža Kvartiča. Ta knjiga bo izšla že v marcu. Nadaljujemo zbirko o Lottie Brooks. Lottie je še vedno najstniška, zmedena, zaljubljena, nezaljubljena, prijateljice gor, prijateljice dol, tako da njej se vedno na polno dogaja. Torej v letošnjem letu, v juniju in novembru spet 2 nova dela. Torej v 5. delu nas čaka v bistvu izlet v Francijo, kjer se v bistvu povsem v njenem slogu potem te dogodki spremenijo v niz nerodnih, smešnih, katastrofalnih dogodkov. Mora se pa tukaj v tem delu tudi malo zamisliti, kdo so njeni pravi prijatelji in se znati postaviti zase, kar se mi zdi kar taka dobra lekcija tudi za naše otroke. Zaključujemo serijo Sebastjana Preglja Zgodbe Vojvodine Kranjske. Te zgodovinske serije od Sebastjana Pregla so res bile že prva in tudi ta izjemno dobro sprejeta, ampak vendarle je rekel, Sebastjan je rekel, da bo s 5. tukaj kar zaključil, da ni mislil, ampak da dejansko za vsako knjigo rabi zelo veliko naštudirati. Tako da zgodba se tudi z Valvazorjem se bo v 5. delu nekako izpela, spremljamo dogajanje tik pred izidom zgodbe oziroma slave Vojvodine Kranjske.
in potem, kaj to potegne za sabo. Torej, finančni zlom Valvazorja in potem ta oproda Martin, glavni junak, spremlja razprodajo teh gradov, tudi knjižnični oziroma knjig iz knjižnice Valvazorjeve, pa še drugih dragocenosti. Ampak vendarle Valvazor ne pozabi na svojega oprodo. Eno stanovanje v Ljubljani pusti za Martina, kamor se potem s Katarino preselita in ustvarite svoje življenje. Nadaljujemo tudi z Agencijo za duhove. Kot sem rekla, to je res, mislim, najbrž to tudi vi v svojih knjižnicah opažate, ampak mi, ki pridemo v stik dejansko direktno s našimi bralci, bolj ali manj samo na Slovenskem knjižnem sejmu, je tako lepo gledati, ko pridejo in nova agencija je, Tako da to se res vedno veselijo, vedno dobivamo klice, kdaj bo naslednji del. Torej letos spet 2. Serija se pa še nadaljuje, dokler bo tako dobro brana, zagotovo. Torej v marcu bo naslednja in potem 8. v oktobru. Pa gremo še za čisto najmlajše. Majčkeno je dol šlo. Upam, da se vseeno vidi. Torej, izdali bomo nekaj slikanic, tukaj izpostavljam samo nekatere. Zelo, zelo se veselim slikanice Polone Lovšin in Petra Svetine. Otroci zapirajo vrata molče. Dejansko je besedilo Peter napisal, bom rekla, v enem zamahu, in sicer takrat v obdobju izraelskega napada na Gazo. Takrat je res vse mogoče, dejansko to je zapis, ki ga je on dal javno, mislim, da celo na Facebook, tako da je bil citiran, in Polona Lovšin je vzela za svojo lastno, bom rekla, za svoj lasten projekt, da je res čutila to besedilo, da si želi to ona ilustrirati. Gre za, v bistvu pripoveduje o nemoči otrok v vojni. Oni so le nemi opazovalci teh grozot, ne? Tako da bo večnaslovniška, ne samo za otroke, torej, ampak tudi odločili smo se, da bo dvojezična, še v angleščini, da bodo mlajši v bistvu preko ilustracij, Polona je naredila take zelo barvite ilustracije, bodo doživljali čustva, ne, ki jih taki otroci v vojni doživljajo, medtem ko odrasli bomo pa lahko iz ilustracij razbrali tudi malo zgodovinski kontekst, družbeni kontekst, ne, neka sporočila. Naslednja je potem slikanica Ambroža Kvartiča in Marte Bartol. Ambrož je v svojem takem značilnem, humornem, zelo humornem slogu v enem zamahu napisal pesnitev Ptičji frizer. Res se fenomenalno bere v rimi. Ta ptičji frizer gre za, čakajte, da jaz sam preverim, mislim, da stržek, torej stržek, ptiček stržek je frizer in pripoveduje, kako v svojem frizerskem salonu striže vse ptiče vseh vrst, ampak na koncu pa ugotovi, ravno zapira svoj salon, samo pogleda, od koga vse ima na seznamu za naslednji dan, pa groza, ne, edini ptič, ki ga težko striže in ne ve, kaj naj naredi z njegovo frizuro, se je najavil za naslednji dan in ugante, kdo je, ne, vedno ima težave s sračjim gnezdom, kako ga urediti. Potem eno klasično slikanico bi izpostavila Lisica kuha marmelado. Anito Leskovec že poznamo po njenih zgodbah, pravljicah o lisičkah. Tukaj, kot sem rekla, neka čisto taka klasična slikanica pripoveduje zgodbo o lisici, ki se najprej nabira maline, se trudi skuhati marmelado, pa ima veliko težav, tako da jo zasmudi, ampak na koncu se vse dobro izteče, vendarle cel dan je bila osamljena, ker je to delala in se je zapletalo, pa jo obišče medved, pa ga potem lisica pogosti, sicer ne z marmelado, ker ji ni uspela, ampak z drugimi dobrotami. Eno klasiko, kitajsko klasiko, prevodno slikanico Škržatka in vol se mi zdela tudi zelo, zelo pomembna, da jo izdamo. Torej, avtor, ga ne bom niti, mislim, lahko ga, ampak ga najbrž ne bom prav prebrala, je Andersenov nagrajenec. Gre za zgodbo o prijateljstvu, ne, kako lahko en vol, ki je tak simbol moči, robusten in tako, in ena mala, drobna škržatka prepletata svoje življenje in ustvarita v bistvu
ne samo življenjsko prijateljstvo, ki sega še dlje od življenja samega. Zelo taka poetična slikanica z ilustracijami nemške ilustratorke, ampak čudovita izgleda. Potem pa bom na koncu izpostavila še za čisto najmlajše eno kartonko. In sicer naša Tina Bilban je ustvarila kartonko Pika Polonica, komar metuljček. Torej za čisto najmlajše, ki se nam je zdela odlična, ker poleg čudovitih ilustracij Mance Krošelj bodo otroci sicer s pomočjo staršev spoznavali, da lahko z eno besedo poimenuje različne stvari in to se potem na vsaki strani odkrije. Torej, pika polonica kot pika polonica, komar kot komar, metuljček je pa lahko živalca ali pa en tak moški dodatek, k obleki. Tako da je res taka mala slikanica, oziroma kartonka, ki jo bo, upam, da otroci radi vzeli v roke in se ob njej smejali. Takole, jaz sem ujela svoj časovni okvir, tako da lepo povabljeni, če imate kakšno vprašanje, če kaj nisem odgovorila, če kakšne knjige, ki jo pričakujete, nisem omenila. Drugače me pa lahko kadarkoli mi pišete, to vedno vsako leto povem, mislim, da smo veseli, če se knjižničarke javite, rečete, joj, otroci sprašujejo po tej pa tej literaturi, pa je ni, ali pa, ne vem, se mi zdi, da je potreba po takšnih in takšnih temah, pa jih nimamo. Tukaj smo, veliko stika imamo s slovenskimi ustvarjalci, tudi urednice vedno rade slišijo take stvari, tako da jih lahko pač tudi naše avtorje potem usmerijo v kakšne take teme, če jih seveda nagovorijo. In pa hvala lepa.